Govorice o morebitni prodaji koncesije za upravljanje krajinskega parka Sečoveljske soline, ki jo ima zdaj v rokah Telekom, o čemer smo seveda že poročali, sprožajo številne odzive. Zdajšnji lastnik sicer uradno ni potrdil namere, da predaja soline v druge roke, vendar ugibanja o tem, kdo bi bil in kdo ne primeren gospodar izjemnega spomenika naravne in kulturne dediščine, ne potihnejo. O prihodnosti Sečoveljskih solin se bomo pogovarjali s strokovnim vodjem parka Andrejem Sovincem. Lepo pozdravljeni. Dober večer. Torej, s katerimi omejitvami pa se bo srečal vsak novi upravljavec in pri čem bo imel povsem proste roke? Morda za začetek najbolj ključna stvar. Vsa zemljišča, vsa infrastruktura, vse stavbe, vsa solna polja v Sečoveljskih solinah so v lasti države. To ni na prodaj in ne bo na prodaj. Vse, kar v podjetju Soline, ki je v lasti Telekoma, lahko počnemo oziroma kar je naše delo, je upravljanje s tem. In kdorkoli bo novi, če bo novi upravljalec, bo moral upravljati s tem premoženjem in sicer tako, kot to določi letni načrt upravljanja, ki ga potrjuje ministrstvo, pristojno za okolje, in 10-letni načrt, ki ga je potrdila Vlada Republike Slovenije. V 3 besedah: ne bo dopustno in ni dopustno nobena gradnja, nobenih idej o golf igriščih, hotelih, marinah in podobno. To se pravi, to nedvomno ne sodi v ta krajinski park. Vsak dan slišimo neko novo ime. Interes ne bi nazadnje za Sečoveljske soline izkazalo tudi Luka Koper. Se vam zdijo primerni v vlogi upravljavca? Zdaj, vprašanje je, kateri jezik bo torej novi upravljalec, če bo govoril, bo to slovenski ali bo tuj jezik. Mi smo prepričani, da bo moral se naučiti novega jezika, in sicer jezika varstva narave in ohranjanja kulturne dediščine, saj vse pravne podlage in konec koncev tudi podpora vlade, ministrstev, še posebej lokalne skupnosti, občine in mislim, da tudi lokalnega prebivalstva tukaj izrazito kaže na to, da drugega jezika kot varstva in ohranjanja to še za bodoče rodove ni. Preden nadaljujeva, si pogleda še naslednji prispevek. Primorci imamo na UNESCO-vem seznamu svetovne dediščine že od leta 1986 Škocjanske jame. Lani se jim je pridružil še idrijski rudnik živega srebra, zdaj se na prestižni seznam prizadeva uvrstiti še Piran skupaj s Sečoveljskimi solinami. Piran išče novo priložnost. Izjemno dediščino obzidanega mesta in tradicionalne pridelave soli naj bi s pomočjo UNESCO-ve zaščite prepoznali tudi v svetu. Sigurno pa imajo soline skupaj s Piranom nedvomno izjemen univerzalni potencial in mislim, da dolgoročno imajo soline tako možnost, kot je imel rudnik v Idriji. Uvrstitev na seznam je velika potrditev za državo, saj je s tem njena dediščina ovrednotena, prepoznavnost pa večja. Bi povečal kulturni turizem tukaj in seveda naša dediščina bi bila tudi bolj vidne, bolj znane in seveda, če soline, ki so edinstvene, to jaz mislim, bi trli turisti tukaj. Seveda nočemo masovno turizma, ampak vseeno bi imeli več turistov. Zdaj sta na potezi kulturno in okoljsko ministrstvo, ki morata v čim krajšem času izdelati strokovne predloge za imenovanje. Po najsvetlejšem scenariju se lahko Piran s solinami v enem letu uvrsti med predloge UNESCO-vega seznama. Torej, katere omejitve pa stojijo na poti sprejetja Pirana in solin na UNESCO seznam? Jaz mislim, da največje omejitve si postavljamo sami, najprej s tem, da sami v državi nismo složni oziroma ne znamo trdno skupaj stopiti, da bi to kandidaturo izpeljali. Drugo pa je, poglejte, UNESCO to ni neka podeželska designacija, neko zavarovano območje kar nekje na vasi. Na svetu jih je zdajle mogoče 1000, kar pomeni, da moraš biti res nekaj posebenega. In mene najbolj skrbi to, naše razmišljanje na obalnem področju se mora odločiti, ali UNESCO ali masovni turizem. Oboje ne gre. Samo še čisto na kratko, kako realna je torej za vas ta pobuda? Jaz mislim, da pobuda je realna, ker v solinah imamo nekaj, kar ima univerzalno svetovno vrednost, torej način pridelave soli, ki se že 700 let ni spremenil samo na tem območju, bo pa nedvomno trajalo še nekaj let, če nam bo na poti to uspelo. Hvala za pogovor. Tudi vam.